Z današnjim dnem morajo imeti vozniki na vetrobranskih steklih nalepljeno novo letno vinjeto. Kljub temu nadzorniki Darsa danes ne izvajajo poostrenega nadzora. Čeprav je večina voznikov novo vinjeto že namestila, pa se najdejo kršitelji, ki tega niso storili. Cestninska postaja v Pesnici je ena od točk na Štajerskem, kjer letno ulovijo največ kršiteljev. Nadzorniki tam ravno pojasnjujejo romunskemu paru, da bo treba plačati kazen. Za vožnjo po avtocesti brez vinjete ta znaša od 300 do 800 evrov, oziroma pol manj, če kazen plačate v 8 dneh. Izgovoru, da nista vedela, da potrebujeta vinjeto, nadzorniki ne verjamejo. Resnici na ljubo jo je od meje na Šentilju do nadzornikov v Pesnici mogoče kupiti na kar 3 mestih. Običajni izgovori so, da ga nihče ni ustavil, nič ni videl, nikjer ni dobenega, vse je zaprto. Nenavadni izgovori pa so, da mu je otrok vinjeto dol vtrgal, v avtopralnici so mu vinjeto odstranili. Nakup vinjete je res manjši strošek, še posebej, ker lahko nadzorniki po novem voznike brez vinjet ustavljajo podobno kot policisti. Se mu vklopijo svetlobni napisi in z pomočjo modrih svetilk jih ustavijo na primerna mesta. Se tega tudi že poslužujete v praksi, gosto? Ja, kar. Uporabljamo to, sploh zdaj v teh hladnejših časih. Hat doch gekauft in Österreich und jetzt muss ich kaufen in Slowenien. Heute Das ist Vignettentag. 15 € für 7 Tage ist schon ganz schön teuer. Vinjete v Sloveniji mogoče kupiti na več kot 700 prodajnih mestih, zato nas preseneti podatek, da so jih ponekod v Mariboru danes morali celo dodatno naročiti, saj so pošle. In kaj so vam povedali? Ja, nič po 1 uri pridem. Pa če je potrebno, ja, lažje je priti, pa bolj varno je po avtocesti. Zdaj grem kupiti. Moraš imeti fertik. V teh dneh, ko je potekla veljavnost lanski vinjeti, bodo delavci Darsa nadzirali predvsem okolico večjih mestnih središč. Proračun pa bodo s kaznimi, lani so jih napisali 49 500, verjetno veliko bolj napolnili med turistično sezono, saj je večina kršiteljev tujcev.